Dober dan. V naslednjem videu vam bomo predstavili osnovne pravice in postopke s področja zdravstvenega zdravstva za osebe z začasno zaščito v Republiki Sloveniji. Kot prvo bi rad mičkeno predstavil slovenski sistem zdravstva, in sicer imamo dve ravni, primarno in sekundarno raven. Primarno raven v bistvu predstavljajo zdravstveni domovi, kjer imamo ljudje osebne zdravnike, imamo tudi osebnega zobozdravnika in ženske osebnega ginekologa. Sekundarna raven pa v bistvu pomenijo bolnišnice, ki imajo tudi tako imenovane poliklinike, neke specialistične ambulante, kamor prideš samo na določeno preiskavo, in pač tisti del bolnišnice, kjer si dejansko tudi hospitaliziran, nastanjen in kjer poteka intenzivno zdravljenje. V vsakem kraju pa je tudi organizirana nujna medicinska pomoč. Ali je ta znotraj zdravstvenega domova ali znotraj bolnišnice, je odvisno od same velikosti kraja. Osnovne pravice ljudi z začasno zaščito v Republiki Sloveniji se mičkeno razlikujejo glede na starost in glede na zaposlitveni status. Otroci do 18. leta imajo osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje urejeno, kar v bistvu pomeni, da imajo enak obseg pravic, kot jih imajo naši slovenski otroci. Odrasli pa imajo v bistvu pravico samo do nujnega zdravstvenega varstva, ki pa zajema več stvari. Prva stvar, ki jo zajema, je seveda tista nujna medicinska pomoč, nujna zobozdravstvena pomoč in tudi nujni reševalni prevozi. Ravno tako imate osebe pravico do neodložljivih storitev, specialistično-ambulantnih in bolnišničnih dejavnosti, ženske pa tudi do zdravstvenega varstva, ki obsega kontracepcijska sredstva, prekinitev nosečnosti in zdravstveno oskrbo v primeru nosečnosti in ob porodu. Ravno tako imajo otroci brezplačne obvezne zdravstvene preglede pred vstopom v šolo, v osnovno oziroma srednjo šolo. Vedno, kadar se nam zgodi nesreča ali je situacija kritična, naše življenje je ogroženo, pokličemo 112. Se predstavimo, povemo lokacijo, povemo, koliko ljudi je bolanih, kaj se dogaja, in zelo hitro bodo poslali zdravnika k nam. Seveda imajo osebe tudi pravico do nujnega zdravljenja, ki obsega več stvari. In sicer za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih krvavitev, preprečevanje nenadnega poslabšanega zdravstvenega stanja, zdravljenje šoka, storitve pri kroničnih bolnikih, zdravljenje vročinskih stanj, preprečevanje in zdravljenje zastrupitev, zdravljenje zlomov kosti in v vseh teh primerih tudi nujni prevozi z reševalnimi in drugimi vozili. Obseg tovrstnih zdravstvenih storitev, ki so za osebe brezplačne, se lahko tudi poveča. Poveča se v bistvu na prošnjo posameznika, ki mora izpolniti poseben obrazec, ki ga najdete na spletni strani gov.si, in temu obrazcu za
kjer prosite za povečan obseg zdravstvenih storitev, morate priložiti tudi neko zdravstveno dokumentacijo, ki v bistvu izkazuje, da potrebujete dodatno zdravljenje. Ko bo komisija pregledala vašo vlogo, zahtevek, vam bo to tudi odgovorila, izdala odločbo in s to odločbo se potem lahko odpravite do samega zdravnika. Seveda pa bi povedal še, kaj se zgodi v primeru zaposlitve. V primeru zaposlitve bo vaš delodajalec plačeval osnovno zdravstveno zavarovanje, kar v bistvu pomeni, da če boste potem še sami dodatno plačali dodatno zavarovanje, ki stane okoli 40 evrov na mesec, boste v bistvu imeli bolj kot ne vse stvari na področju zdravja brezplačno. To, kar je zelo pomembno v tem primeru, je, da si tudi izberete osebnega zdravnika, osebnega zobozdravnika, osebnega ginekologa, kajti le oni bodo tisti, ki bodo lahko potem predpisovali določena zdravila in tudi predpisovali bolniške odsotnosti. Za starše še eno posebno obvestilo. V Sloveniji imamo sistem, da ko so napoteni otroci v bolnišnico, in predvsem za predšolske otroke, pa tudi za druge do 18. leta, so starši lahko tudi prisotni v bolnišnici ves čas, ko je otrok tam. Kar pa ne smemo pozabiti tudi na duševno zdravje. In sicer pridete zapustiti svojo državo, pridete v novo okolje, zapustiti svoje najbližje je lahko zelo stresno. In zaradi tega res si kdaj moramo tudi priznati, da potrebujemo določeno psihološko podporo in jo znati poiskati. Lahko v primeru nekih nujnih situacij se seveda takoj obrnete na najbližji zdravstveni dom oziroma urgentni center. Drugače pa nevladne organizacije ravno tako ponujamo določeno psihološko podporo. Obstaja skupina ukrajinskih psihoterapevtov, ki vam lahko pri tem pomaga. Tako da poiščite pomoč, kolikor bi jo potrebovali. Mogoče še samo beseda o zdravilih. Zdravila nikoli ne dobimo v zdravstvenem domovu ali v bolnišnici, ampak vedno v lekarni. In sicer zdravnik vam bo predpisal, katero zdravilo dobite, nato pa se z tistim papirjem odpravite do lekarne, tam pokažete v bistvu izkaznico osebe za začasno zaščito, mogoče najverjetneje še nimate v tem trenutku, potem v bistvu pokažete potni list, pokažete naročilnico s strani zdravnika, recept in izdani vam bodo zdravila. Naša ambulanta je namenjena tistim, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja in živijo na območju Mestne občine Ljubljana. Če ste v taki situaciji in imate zdravstvene težave, se lahko oglasite pri nas.
Pri nas lahko pridete na pregled k zdravniku, lahko pridete na posvet k medicinski sestri in ukolikor potrebujete zdravila, jih lahko pri nas tudi dobite. Pomemben del programa je tudi to, da osebam, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, nudimo ustrezne informacije. In sicer, kako si uredite zdravstveno zavarovanje, vkolikor to možno, oziroma lahko dobite informacije o tem, do kakšnih zdravstvenih storitev ste upravičeni, kje jih lahko dobite in na kakšen način. Svetujemo, da nas, vkolikor potrebujete, kar sem navedla, prej pokličete, se pravi po telefonu ali nas kontaktirate po mailu. Vsi naši kontakti in urnik našega programa so objavljeni na spletni strani Slovenske filantropije. Vsem želimo v Sloveniji veliko zdravja, in seveda preventiva je, kot vedno rečejo, najbolj pomembna. Mogoče že majčkeno pozabljamo, pred samim začetkom vojne v Ukrajini je bila vsepovsod vedno prva novica glede koronavirusa. Koronavirus v Sloveniji in v svetu ni izginil. Ravno smo v obdobju, ko se ponovno povečuje število okužb. Vse osebe z začasno zaščito imate pravico do brezplačnega cepljenja, vkolikor bi se za to odločili. V vsakem kraju je cepilno mesto organizirano malo drugače, tako da se pozanimajte v najbližjem zdravstvenem domu, kako se v bistvu lahko naročite na cepljenje. Ravno tako so tudi testiranja brezplačna v primeru pozitivnega hitrega testa, ki ste ga opravili sam, ali v primeru, da vas na testiranje pošlje zdravnik. Ostanimo zdravi in hodite dobro. Slovarček uporabnih izrazov. Zdravstveni dom. Bolnišnica. Urgenca. Lekarna. Rešilec. Zdravnik. Splošni zdravnik. Specialist. Zobozdravnik. Bolnik. Bolezen. Kronična bolezen. Vročina. Bolečina. Krvavitev. Poškodba. Zobobol. Zdravilo. Zdravstveno zavarovanje. Zdravstvena storitev. Ambulanta. Bolniška odsotnost.